Pred prelomom tisočletja je bilo življenje bistveno bolj analogno, kot je danes. Ni bilo velikih ploščatih TV-jev z visokimi ločljivostmi, ni bilo pametnih telefonov, na USB si spravil glih 2 MP3-ja in to je bil čas, ko so Čehi Felicijo zamenjali za Fabio. Pa meni so pognale po rekocine. Fabia je za Škodo zelo pomemben model. 4,5 milijona so jih prodali v 22 letih in je drugi najbolje prodajan model takoj za Octavio. Pa me na predstavitev tako pomembnega modela niso povabili na Češko, temveč na sever Poljske, v Gdansk. Fabia je zdaj 11 cm daljša kot prej pri skoraj enaki masi, ker je kar 80% drobovja izdelanega iz jekla. 5 cm je še širša, po novem pa narejena tudi na modularni platformi MQB A0. Enako imajo tudi Scala, pa Polo, Ibiza, tudi Audi A1, ker vem, da ste se vprašali ravno to. Podoba je dinamična in z ostrimi lučmi hitro opozori nase. Pa v živi barvi jo naročite, ker takšne najbolj pristojijo. 9 jih je na voljo, tudi kontrastna streha. Luči so spredaj in zadaj LED, pa še eno skrivnost vam lahko izdam. Na sprednjih vratih boste našli češko zastavo. Pa še najboljši količnik upora ima. Ja, prej 0,32, zdaj 0,28. Bravo, Čehi. Tule nekje, ali pa tamle nekje ob Baltskem morju, je spomenik Westerplatte, ki spominja na prvi spopad med Poljaki in Nemci v drugi svetovni vojni. Sicer pa je danes veliko pomembnih objektov zgrajenih ob reki Motlavi, tudi dvižni most na otoku Livjanko, ki smo ga oblikovali mi, Slovenci. Mislim, spet, bravo mi, ne? Smogo manj. Notri pa res bravo Čehi, ker so se potrudili z novo armaturno ploščo, ki je delno lahko odeta tudi v tekstil, tule pa tame, ne? Na vsaki strani merilnikov pa je še napis Fabia. Zdaj, merilniki so v osnovi analogni, s 3,5-palčnim informacijskim zaslonom, ob doplačilu pa so lahko takšni, digitalni na 10,25-palčnem zaslonu. Tale zaslovno diagonalo meri od 6,5 do 9,2 palca. Največji prepoznava tudi kretnje in v realnem času pridobiva podatke o navigacijskih težavah na poti, ima pa tudi Lauro, ki prepoznava glasovne ukaze v 15 jezikih, ampak zanje bo treba doplačati. Prvič je na voljo dvopodročna klimatska naprava in reže za pihanje zadaj. Potem so tukaj še ledvena opora spredaj, pa ogrevan volan, ogrevan vetrobran in kar 5 vhodov USB tipa C. 2 spredaj, 2 zadaj, eden pa tule, recimo zapolnjene kamere, ki snima dogajanje pred vašim avtom, če vam recimo sosed preveč pogosto vzame prednost. Pametne rešitve? Ja, 43 jih je, od tega 5 čist novih. Meni je še vedno top dežnik v sprednjih vratih, potem mi je všeč zaščita zadnjega odbijača, da vam ga kuža ne more poškodovati, tudi žepki seveda so kul za pametne telefone in pa ne nazadnje ima Fabia kar 16 odlagalnih mest. Pazi, pogoltnejo 108 litrov. Tudi sicer je tule notri veliko prostora. Medosje je zdaj celo daljše kot pri prvi Octavii, posledično pa je velik tudi kufer, v katerega boste spravili 380 litrov. Toliko kot v golfovega. Noro. Vstopni litrski bencinski trivaljnik bo dal od sebe 48 kW moči oziroma 59, kar je 65 oziroma 80 konjev. Če pa bo motorju dodana še turbina, bo konjenica poskočila na 95 oziroma na 110 konjev, samo najzmogljivejši motor pa bo imel takšen 6-stopenjski ročni menjalnik, vsi ostali jih bodo imeli 5. No, DSG je rezerviran samo za najzmogljivejša motorja, pri 1,5 litrskem TSI s 110 kW je tudi edini na voljo. TSI motorji imajo tudi filter trdih delcev in pazi to, aktivna loputa na sprednjem odbijaču lahko prihrani 2 deci goriva na 100 km, če vozite 120 na uro. Ja, bom preveril, ne? Sicer pa osnovni rezervoar pogoltne 40 litrov, ob doplačilu 50, še bolj zanimivo pa se mi zdi, da si lahko izberete, kako bo nastavljeno podvozje. Bolj dinamično s tršimi vzmetmi bo 15 mm bliže tlom kot klasično. Če ste redno na slabših podlagah, pa boste vzeli takšno, ki je 15 mm bolj oddaljena od tal in zraven dobite še zaščito podvozja.
Vstopni model bo stal okoli 14 jurjev in bo na cestah že zelo kmalu. No, jaz pa pred odhodom grem še na pierogi ali pa na golabki, da napolnim svoj vamp z nečim analognim, da vam potem pokažemo v digitalni obliki. Fino je bilo, nimam kaj reči.